Spoštovane občanke, cenjeni občani. Ker se moramo prilagoditi razmeram, da ostanemo zdravi, se bomo tokrat o poeziji družili nadaljavo. Umetnost k sreči ne pozna omejitev, deluje in se nas dotakne vedno, le odpreti se ji moramo. Danes bomo počastili tako obletnico rojstva kot smrti Simona Jenka. Sam si veliko raje zapomnim letnice rojstva, saj se s tem vse začne. In čeprav je bil pesniku Soškega polja skopo odmerjen čas njegovega življenja, bi bil svet slovenske poezije močno osiromašen brez njegovih pesmi. Za to priložnost sem iz njegovih del izbral mojo pesem. Moja pesem bo nosila tvojo hvalo križem svet. Z ust mladenčev se glasila bo še v času poznih let. Iz solza, ki so vesele, mi rosile moj obraz, rože bodo razcvetele, ko spet pride cvetja čas. Iz solza, ki so otožne, zalivale mi oko, pa vijolice pobožne, pomlad obrodila bo. Življenje do tega nadarjenega mladeniča ni bilo preveč prijazno. Kljub temu je premogel v številne svoje pesmi vdeti vsaj nit optimizma. In tudi ta, ki sem jo prebral, je v osnovi sicer tragična, vseeno pa napoveduje lepše čase. Zdi se mi prava za ta čas, ko iščemo rešitve proti trdovratnemu virusu. In res upam, da bo že pomladi drugače. Torej tako, kakor je Jenko napovedal v pesmi, da bo negotovost mimo in bo prostor spet zasedlo samo lepo. Začnimo s tem že danes. Naj nas napolni lepota verzov kranjskih učencev in dijakov, ki nadaljujejo tradicijo slovenskega naroda kot naroda izbrane in lepe besede. Močno si želimo, da bi lahko izpeljali vsaj delno Jenkove dneve v Kranju, ki bodo letos potekali na nekoliko drugačen način. Sami Jenkovi dnevi so, bom rekel, iz leta v leto bolj pestri, zato upam, da se bodo tudi v tej smeri razvijali naprej. Leta 2017 smo prvič izdali te kranjske vaje. Letos je to že četrta zbirka. Kranjske vaje so v bistvu v spomin ustvarjalcem pravih vaj, katerih pobudnik je bil tudi Simon Jenko. Leta 2019 smo končno v Kranju dobili tudi Jenkovo sobo. To je v bistvu ob 150-letnici smrti Simona Jenka. Pri tem mogoče bi lahko povedal, da ta soba je nameščena v hiši, kjer je dejansko živel Simon Jenko. Po domače se je ta hiša imenovala Kampl Mohar in Tkavc. In tudi tu mogoče lahko povem, da je sama vsebina te hiše namenjena pač literarnemu ustvarjanju. Še enkrat, zelo sem vesel, da smo izdali že četrto zbirko kranjskih vaj in da se bodo notri predstavili ustvarjalci, dijaki in učenci. Nimam ravno neke prevelike volje, da bi vam razlagala, kdo mi je vesolje. O kom razmišljam včasih tudi cele dneve, ob kom so vsi drugi fantje dolgočasne šleve. To je obsesija, moje življenje je fantazija, postal je moja droga, v ljubezni sem do roba. In takrat, ko zraven njega stojim, najraje kar molčim, ker kaj če bi kaj takega rekla, bi se kot v jezik spekla, in če je slišal?
Budilka, kopalnica, zajtrk, glavnik, vsak dan vse isto, moj nemi krik. Šola, naloga, domov ista pot, v glavi ni reda, gmota iz gmot. Vaja, kosilo, vaja, večerja, moje življenje je sama norčija. Spanje, počitek, časovni zamik. Budilka, kopalnica, zajtrk, glavnik. Ko smo manjši, uporabljamo ednino in množino, potem pa kar naenkrat odkrijemo dvojino. Takrat ni važno več, če moja samo je čokolada, naredil bi karkoli, da le ona rekla bi, imam te rada. Tudi tistega ni več, a gremo metat na koš, bolj važna sva midva in to, ali jutri še moja boš. Sprašujem se, če srca krvavijo, se v neznatni kaplji ven izlije, greh droben, ki molitev ga prikrije. Sledi najmanjše 1, 2, 3 zbledijo. Sprašujem se, če srca govorijo, šepet, ki v grlo tiho se ti skrije, kot sled, ki rahel veter jo zakrije, njih glas, ki mirni v dušo se spustijo. Sprašujem se, če srca bi imela, pogum storiti, kar se ne bi smelo, bi svoje grehe bolj na glas zapela. Srce celotno bi telo ogrelo in žalost bi iz glave izzvenela, pero pisalo pesem bolj veselo. Lebdim. Mehurčki me žgičkajo po kolenih in komolcih. Svetloba pleše po steklu maske, jaz pa se počasi pomikam naprej po tej brezkončnosti. Znova zamahnem. Spet me pozdravijo mehurčki. Drobne mavrice, ki se sprehajajo po rebrenjačah, se zrcalijo na gladini. Ko plavam, se zdi, da plavam v želatini. Morje me boža po goli koži, po trebuhu in po dlaneh, po vratu in stegnih. Spet zamahnem, spet mehurčki. V daljavi opazim kljubočnjaka, drugačnega od vseh rebrenjačev okoli mene, tistega, ki mu oče pravi cvetača. Ko pridem bližje, opazim, da se v njem skrivajo majhne drobne ribice, tudi one zrcalijo mlino sonca. Znova zamahnem, da se približam. Mehurčki. Ribice se poskrijejo med belo-vijolične priseske. Nasmehnem se in grlo mi zalije slana voda. Zakašljam in stlačim dihalko nazaj v usta. Odločim se, da grem dol. Globok vdih in že sem 3 metre pod vodo. Zamah. Mehurčki. Dotaknem se dna. Opazim morskega pajka, ki se žuga s svojimi klešči, muha strak, morda je že v letih. Ozrem se navzgor proti plešočim lučkam, pokopana pod odejo sluzastih kljubočnjakov ali sluskotov, kot jim pravi moj mali bratec, se končno počutim, da pripadam nečemu. Spadam sem. Mednje. Tudi med vas. Med svet. Takrat se mi začne vrteti. Pozabila sem, da potrebujem zrak. Poženem se proti pisanemu vitražu nad sabo. Morje me pogladi po laseh in zavem se, da se dotikam celotnega oceana. Jaz sem del te veličine. Švignem skozi oblak sluskotov, prebijem gladino in globoko vdihnem, ko me hladni veter pozdravi in objame moj obraz. Na glas se zasmejem sama sebi, vedoč, da bom na kopnem napisala zgodbo. Zamahnem. Spet mehurčki. Prišla je noč, ko vidim le morja. Sedaj bedim, srce odprto bije, skrbi ga ljubezen, znotraj me ubije, se kdaj razprla bodo mi obzorja. Ti misli zmešaš kot tokovi morja, ni stara čustva ta občutek skrije. Vsa nova pota, vse me k tebi vije, je zlomljen duh, ki klical bi terorja. Kot okna mojega sveta je slika, pogrešam dneve, skupne, hrepeneče, skupaj tam, a zdaj daleč od dotika. Ta obzorja gledajo molčeče, me čas preganja, ne pusti mi krika.
kako zdaj čakam snidanja ljubeče. Horoskop. Mrtvi otroci v trenutku odrastejo, a nikoli zares. Včasih pogrešajo otroške izkušnje, včasih pa sploh ne vedo, kaj bi lahko pogrešali. Občutljivi so za mraz in sploh za spremembe, predvsem pa so prestrašeni, zato so v stalni pripravljenosti in strahopetnosti jih je sram. Najbolj se sramujejo svojih razpadajočih teles, ki jih potlačijo v sanje in lahko so prav lepi na prvi pogled. Ugrablja jih ljubezen, lepota in strast, a veselje nikoli. Prepričani so, da je vsega kriv trenutek nepazljivosti v otroškem veselju. Pretvarjajo se, da bi jih ljudje obdržali, toda svojo žalostjo uničujejo svoje otroke in vsakogar, ki jih ljubi. Nikomur ne zaupajo, da bo ostal, in odraslim ne zaupajo, da sploh kaj vedo, kar lahko nekatere razdraži. Kadar ne vedo, da so mrtvi, se težko odločajo ali učijo, vedo pa, da znajo leteti. Še najmanj zaupajo sebi, premikajo se počasi, v stalni nevarnosti, da bodo za zmeraj odšli. Preutrujeni so, da bi se bali smrti, a ni jih na svetu, ki bi tako brezupno radi pripadali sem. Otrok 1. Vsekakor je otrok. Včasih je stara 3 leta ali celo manj in včasih 6 ali celo 8. Ima moč konja, ki vleče 2 voza in ne dvomi, da ju mora vleči. Sebe si predstavlja kot veliko, mrtvo in razpadajočo gmoto, druge predstave nima. Toda čuti se kot nekaj majhnega, golega in izpostavljenega, zato raje ne čuti. Vodi svoje lastno taborišče, v katerem je zaprta, tam ureja svet. Barva ograje, pobira papirčke, razvršča ljudi na splošno na dobre in slabe. Onemogoča slabe, razdaljuje dobrine in čisti oceane. Potem je utrujena. Električni vampir. Vampirsko prepričanje, ta strah, da se bo nekaj hudega zgodilo, če se sprostim, če si oddahnem, če za trenutek ne mislim na nič, me je že davno prepojil mišice. Vse celice mojega telesa so se zamenjale, ampak informacija je bila predana do krvničke natančno. Laično bi lahko rekli, da imam prestrašeno kri. Vampir je iznašel način, da jo samo presrkava kot pretočna elektrarna. Dokler nivo ne upade pod kritično črto življenja, bo vedno dovolj krvi tudi za strah. To je vampirska elektrika. Izmenični tok. Ob vklopu je že tu in tam. Pse so peljali na sprehod in tudi žrebička, še majhnega. Kad naenkrat se vrnejo s kamionetom, pse povlečejo dol, šofer se dere, da je žrebička nekdo ustrelil. V trebuh. Leži na kamionetu in sope. Panično kličem veterinarje, kam ga lahko pripeljemo, ali lahko že pripravijo kirurga. Ne vem, zakaj ga položim v svoj avto, na zadnje sedeže. Kaj naj dam spodaj, da ne bo se krvavo? Vendar mu ne teče kri. Vidi se čisto majhna luknjica. Trepečem, da bi ga rešili. Le kako bom vozil in kam bom dal svojega psa, ki je nestrpen. Glavo mi je položil na nogo, kot da je to najina zadnja skupna pot. Žrebiček ali pes. Glavi se menjujeta. Policaji iščejo strelca, hodijo od hiše do hiše. Pred eno stoji mož s puško v roki, smeji se in jim ne pusti blizu. Žrebiček mirno leži na mizi. Veterinar otipava trebuh, pripravljajo se na operacijo, vse je belo okoli, mirno ga božam po glavi. Kar naenkrat je to tvoja glava, položena na tla v sobi. Plitvo dihaš, božam te po glavi, tako na tleh, ko se prsi naenkrat ustavijo, ne dvigajo se več, ne spuščajo, ne dihaš več, ne morem verjeti. Začnem jokati,
Ležem poleg in gledam v tvoje oči, ki se ne odzivajo, ne govorijo več. Zdi se, da je celo večnost. Ko se zavem, je telo hladno, postalo je trdo, niti nog ne morem skrčiti. Pozabil sem, da bi te zvil v klobčič. Nerodno te nesem do avta, komaj te stlačim v prtljažnik, potem se voziva celo noč. Komaj vidim cesto in ne vem, kam naj naju peljem. Ženske v integriranih vezih. Mlade ženske, ki se jim oči zasvetijo ob odprtokodnih sistemih. Te ženske roke, ki so gladile platna, kože in zdaj božajo tipkovnice. Povezujejo, spajkajo, se dotaknejo ramen in jih postavijo v prostor. Ki obstanejo prazne v zraku. Virginija si jedla, Donna in Silvija in Frida polagajo roke na moške ude, na otroške in pasje glave, na druge ženske in nase. Obstanejo v zraku, v integriranem vezju, kjer pesem ni iz besed, ampak iz svetlobe elektronov, ki polzijo po zlatih nitih elektrod, kjer je pesem iz prevodnosti in signalov. More than a pretty girl. Za žensko, ki me je oklenila v svojo bližino, polagam iglo na gramofonsko ploščo in upam, da naj bo kroženje utirilo vzporednice. Vsaka v svojem hubu, v krožnici, v samotni poti okrog izbranih sonc zdrživa navala fotonov, da začutiva prenos zvoka med nama. Utrip, tipanje poljubov, najin trip, pest v laseh, klofuto. Za ženske, ki smo si dale le, ki nismo pustile plesati. Ti not v usnju, v temi, znotraj, s kožo na kožo, ki smo vedno ena, vedno druga odhajale zaradi nekoga drugega, ki stojimo ob njih. Še vedno zvenimo v svojem motoru, tečemo sporedno, vsaka v svojem progi, vsaka v svojem izbranem pohodu. Branimo, plenimo v okolje. Nenadoma stojiš na vratih in mi mehko rečeš, da me boš prehodila. Sprehodila na verigi čez nočno Ljubljano po tem divje odprtem zraku. Sanjač. Ne boj se jezika, upogni, prepogni, povaljaj v prahu. Samo v nekaterih poklicih gori les. Buče in ribe zakoplješ žerjavico v jamo in se vrneš zvečer. Veliko brezdelja in ravnodušja do hrane vodi do opazovanja nočnega neba. Misli o svetlobi, o času, ki se spreminja z gibanjem. O plastenju sončnega vzhoda, ki se mu približuješ in strmiš iz svoje tišine, ki se cepi. Sanjač o multimožnostih. Linearnost izginja, a veš, da so najbolj težavni prehodi. Drug se vračaš k svojemu. Naj se na koncu zahvalim vsem tistim, ki ste letošnjo obeležitev našemu pesniku Simonu Jenku predstavili na kakršenkoli način. Predvsem pa vsem učencem in dijakom, ki se ga spominjate in tudi vsako leto pripravite kranjske vaje. Mi v društvu, kulturnem društvu Simona Jenka Šmonca Mavčiče se ga seveda tudi spominjamo še s posebnim namenom, saj je naš rojak, saj je s pesmimi obeležil ne samo sebe, ne samo naše kraje, ampak tudi našo deželo, državo, zdaj lahko rečemo. Z veseljem pa še naznanjam, da se v teh dneh še vidimo in seveda tudi ob podelitvi, ki bo na kakršenkoli način, jaz mislim, tudi uspešno izvedena. Zdaj pa ob prazniku, kakršen je kulturni praznik, ki lahko mu rečemo tudi ob spominu na Simona Jenka, vsem še enkrat čim bolj zdrave in srečne dneve.